Stara, hočem reči, mlada je 28 let. Okrog pasu so ji namerili 43,3 kvadratne kilometre. Lepa je, naša je. Srčna je. Občina Škofljica. Njen dom je v osrednjem delu Slovenije. Se upravičujem, gospod župan, čez minuto se vklapljamo v osrednjo televizijo Slovenije, a vas smem prositi za eno kratko izjavo? Ja, seveda, seveda. O, super, najlepša hvala, kako ste prijazni. Dajva se kar tlele pod oder postaviti. Takole. Super. Kader bo v redu, a se srčki vidijo? Bo okej, okej. Koliko imamo še do vklopa? 3, 4. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, v živo se vam javljamo iz studia TV Škofljica, kjer poteka snemanje oddaje Škofljica smo srčni škofeljški ljudje. Ob današnjem prazniku občine Škofljica pa so se odločili, da bodo to oddajo ustvarjali le ljudje, ki živijo in ustvarjajo v občini Škofljica. Zaradi izrednih razmer, ki so se pred dobrim mesecem na žalost zgodile v Sloveniji, pa so se ustvarjalci odločili, da bo oddaja imela tudi dobrodelno noto in tako dobila podnaslov Škofljica praznuje, Škofljica daruje. Ob meni pa je že župan občine Škofljica, gospod Primož Cimerman. Gospod župan, pozdravljeni. Je res, da danes Škofljica praznuje in tudi daruje? Tako je, Škofljica, čudovita dežela, čudovita občina, ima seveda tudi čudovite ljudi in srčne. Zaradi tega imamo tudi srce v današnjem grbu. Občina danes bo praznovala in bo izpostavila tiste ljudi, ki so izstopili iz povprečja. Podarili bomo županova priznanja in tudi občinska priznanja tistim, ki so bili malo posebni v tem letu in tudi prej. Seveda se že v tem trenutku opravičujem vsem, ki smo jih izpustili, zaradi tega, ker imamo omejen čas, vendar vem, da so doprinesli veliko. Da je občina res čudovita in srčna in sočutna, smo pokazali tudi v dogodku tele tragedije, ko smo se odzvali in pomagali. Zato smo se tudi odločili, ker 1. septembra smo mi šli v šolo. Mi imamo domove, mi imamo čudovito dvorano, v kateri danes lahko praznujemo. Nekateri niso te sreče. Zato smo se odločili, da bo ta cel dogodek, cel dan posvečen neki dobrodelni noti, da bomo pomagali obnoviti šolo in vrtec v Mengšu. Najlepša hvala, gospod župan. TRR za nakazilo sredstev za občino Mengeš za osnovno šolo in vrtec se bosta izpisala na televiziji. Vi pa ostanite z nami v naši družbi še naprej, saj vas čaka ogromno zabave. Za slovensko televizijo Špela Jereb v živo iz Lavrice, občina Škofljica. Ok, super, smo, konec, res? Dober večer, spoštovano občinstvo, drage Škofljičanke, cenjeni Škofljičani. Mene je režiserka Katja, ki ima 20-letni staž bivanja na Škofljici, kaže jih približno 18, prosila, da sem danes njen asistent režije. Moje ime je Srdžan, kot slišite, sem avtohton Škofljičan, statistiko mi rahlo kvari 20 let prlekije, ampak dobro. Poglejmo mi čez prste, 5 let že živim na Škofljici, od tega še zraven na podlago enih 15 let prepričevanja
tasta in tašče, da sem pravi za njuno hčer. Danes boste videli, da si bomo oder delili ljudje, ki smo doma na Škofljici, ki delamo na Škofljici, ki ustvarjamo na Škofljici, ki treniramo na Škofljici in tudi tisti, ki samo kupujejo jajca, piščance in mleko na Škofljici. Danes bomo vsi ena velika družina. Vaša naloga, cenjeno občinstvo, danes snemamo oddajo Škofljičani smo srčni ljudje. Tudi vas bomo snemali. Zato prosim, da si med klopom ne vrtate po nosu, ne pišete sporočil. Če pa vidite, da je vaš sosed zaspal, ga dregnete pod rebra, zato da si ne bo naredil blamaže. Kako pa veste, da ravno vas snemamo? Tale rdeča lučka vam bo povedala, da je kamera ravno na vas. Tako da prosim vas, zabavajte se, smejte se in obenem nič ne bo proti, če date vmes tudi kakšen spontan aplavz. Spontan aplavz, ali? Spontan. Ja, ja. Že vidim, da se bomo super razumeli. Drugače delam kot učitelj in za začetek naše oddaje imamo nekaj posebnega. Potrebovali bomo tudi vaše sodelovanje. To pesem verjetno poznate, imenuje se We Are Family, ampak mi smo jo malo preobrazili in smo jo spremenili v besedilo Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Jaz vam bom pokazal koreografijo, vi boste pa zraven pomagali. A prav? Glejte, jaz sem učitelj, vsak dan moram nekaj novega naučiti, drugače je brez veze živeti, a ne? A smo pripravljeni? Danes bomo vsi ena srečna družina, sicer ne vem, kam boste vse skupaj spravili, ampak ne se bat. Za hrano in pijačo te velike družine je poskrbljeno zunaj. Na koncu te prireditve se bomo šli okrepčati, podružiti, malce pogovoriti in vse bolje spoznati. Danes boste videli, da imate ogromno zanimivih sosedov. A smo pripravljeni? Poznamo komad od Sledge Sisters, We Are Family. We are family. I got all my sisters with me. Ok? Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Zelo preprosto. Zdaj pa še koreografija. Pa prosim, da sodelujete, da ne bom koga poklical k dopolnilnem pouku. Ok? Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Srček. Mi smo Škofljica. Aha, se gre počasi. Ti in jaz sva tukaj doma. Torej, začnemo z mi, rokica naprej, smo in srček. Škofljica. Ena rokica. Ti in jaz sva srček. Tukaj doma. Še enkrat. A smo? Vi tudi. Dajmo. Gor. Franci. Aj, vared. 3, 2, 1, zdaj. Mi. Gremo, 3, 2, 1, akcija! Snemamo oddajo! Mi smo Škofljica, radi tukaj nismo doma. Rok Ferenča! Mi smo Škofljica, Meta Močnik tukaj lekara! mi sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, Radi mi smo tukaj doma. To mi deli, bravo, zapleši Zaljo, hvala lepa. Drago občinstvo!
Pa še današnjih gostitelja, oba prekaljena televizijska mačka in Škofeljčana, Anja Križnik Tomažin in Jože Robežnik. Tukaj doma, Gremo vsi! mi smo Škofljica, Tinja sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, Tinja sva tukaj doma. Drage Škofljičanke, Dragi Škofeljčani, babice, dedki, strici, tete in ostalo sorodstvo, ki ima nekoga ljubega doma v občini Škofljica. spoštovani župan občine Škofljica, prijatelji župani sosednjih občin, podžupani, svetniki, podjetniki, kulturniki, športniki in še bi lahko naštevala. Vsem en lep, velik škofeljški pozdrav. Škofeljški pozdrav. Ja. Kako izgleda škofeljški pozdrav? Ker jaz sem z Lavrice. A ja, tako na da- Lavrci se ne pozdravljate, točno. Ne, mi Skozi gremo pozabim. kar mimo. Škofeljški pozdrav, dobro vprašanje, drugače. Kaj pa vem, jaz bi rekel, kva pa tikle, živijo, pozdravljeni, dober dan, odvisno koga srečaš. Recimo, In ja. od kdaj si že ti na Škofljici? Kako bi ti to najlepše povedal, čakaj, kako bi ti to nekako, da boš lažje razumela, že vem, ker si bila ti stara točno 5 let, sem prišel na Škofljico, od rojstva. Mislim, A to si mogel povedati, da sem 5 let starejša od tebe, ali kako? ja, ampak si pa zaradi tega tudi večja, pač si bila 5 let Višja. lepša, pametnejša, modrejša, najverjetneje bogatejša, tako duhovno kot materialno. Kakšni Se- hudi ja. komplimenti, ne? Se ni čudno, da ti rečejo Joco hud. Ja, zanimivo, da rečeš, veš zakaj meni rečejo, ne, veš kaj, kljub temu, da je današnja oddaja posvečena vsem tistim, ki smo povezani s srcem in drugače Škofljico, ni prav, da govoriva samo o nama. Jaz mislim, da je dovolj o nama. Najprej dajmo nekaj besed o njej, o občini Škofljica. Dejmo pogledati Škofljico po številkah, od 1 do 10, si za. Sem za, zelo za. Pa začnimo z 1. En znan pisatelj je ustvarjal v občini Škofljica. Fran Saleški Finžgar. Pod svobodnim soncem ste verjetno prebrali. Ja. To je ena najljubših knjig moje sestre. Aha, To, da veš. najbrž si ti tudi prebrala knjigo. Seveda. To pomeni, da s tvojo sestro vred, če bi bila ona gor, smo v povprečju vsi prebrali to knjigo. No, ustvarjal jo je v Želimljah. In ko je ugotovil, da v Želimljah ni šole, je postal glavni pobudnik za šolo in dobili smo jo 1.9. leta 1903. Zato tudi obeležujemo naš občinski praznik 1.9. Seveda praznovanje pa traja nekoliko dlje, kot vidite. ne? Klasično, 14 Ja. dni seveda. Torej 1, Ja. gimnazija. Gimnazija. Dajmo en aplavz za Enko. Ja. Jaz bom šel pa kar naprej z dvojko. Dvojka. Številka 2, ker sem jaz na vrsti. Logično. Torej, osnovna šola Škofljica, mimo grede, največja šola na svetu, sem hotel reči, v našem svetu. Največja Svet svet Škofljica, Slovenija, tle tukaj nekje smo. smo. V glavnem, osnovna šola Škofljica je največja šola v Sloveniji, na njo sem tudi jaz hodil. Mimo grede, gospod ravnatelj Roman Brušek je bil moj učitelj slovenščine in zdaj sem se spomnil, vse pritožbe, ki pridejo na televizijo Slovenijo, glede mojega jezika, bomo od zdaj naprej forwardirali kar gospodu Brunšku. Dogovorjeno, zmenim. Dogovorjeno. Da se vrnem nazaj k številki 2. Torej, moja osnovna šola Škofljica, ima 2 podružnični šoli. Želimlje In in Lavrica. Lavrico, tako je. Ja, evo, številka 2, vidimo. Lejko je lepa. Ja. Kjera? Lavrica, Ja. Mavrična šola. Ja, meni bo ta zmer najlepša, ampak Ne, najlepša. gremo naprej. No pa peva naprej. Okay. 3 kulturni spomeniki so v naši občini. Za kulturni spomenik državnega pomena sta razglašeni Cerkev svetega Simona in Jude Tadeja na Pijavi Gorici, hiša Želimlje 9 in grad Lisičje. To je mičkam gor nad Lavrico, veš? Jaz sem lisice lovil tam
še preden si ti, ne, No. ostala lisica. Tako ali kaj. Imamo tudi 3 krajevne skupnosti, tudi tukaj številka 3. Lavrica, Pjava Gorica in Želimlje. Tako. In prav zanima me, koliko vas je danes tukaj z moje Lavrice. Roke gor! Ja. Zmagali smo. Ja, jaz ne bom nič rekel, da se ne bi videl, koliko bi jaz zmagal. Ne, Ampak mene zanima. Pjava Gorica, roke gor! Aha, Želimlje. Ja. Ostali pa ne rabite dvigati rok. Kaj pa Škofeljca? Ne, Lavrica je zmagala, sam povem. In ko smo že pri Škofljici, imamo 4 četrtne skupnosti. Pevčeva dolina in hribi, Ravenska dolina, Žaga in Novo Lanišče. Poleg tega, ko smo že pri številki 4, tudi 4 župani so bili do zdaj, ampak o tem potem, malce kasneje. Mečkam kasneje, tako. 5 ur zabave, druženja nas čaka ta večer. Ne skrbeti, ne bova vseh 5 ur midva govorila, samo 4 ure 59 minut. Po koncu oddaje za tisto minutko vas pa vabiva v šotor, kjer nas bo zabaval Dejan Vunjak. Ja, ko mi čakamo. 5 je tudi, mimogrede, 5 je bila tudi moja ocena pri slovenščini. Ja. Zakaj se Vsi se čudijo. prilizuješ, vse si šolo že naredil? Ja, nikoli ne veš, mogoče bom hotel biti učitelj ali pa nekaj. Okej. Veš. Ok, pustimo to. 6, številka 6, numerološko število občine Škofljica je 6. Zanimivo, a ne? To moram pa prebrati. Kaj to pomeni? Čakajte. Da so ljudje iz te občine družabni, dobronamerni in diplomatski, ne marajo konfliktov, so topli, pozorni, sočutni in pravi esteti, ki cenijo udobno in lepo okolico. Težijo k skladnosti in mirnim odnosom, družina jim je najpomembnejša v življenju. Ja, to je to v bistvu. Škofljica, mi smo Kaj družina. pa negativne lastnosti? Negativne lastnosti, čak da poiščem. Ni, ne, na Škofljici ni negativnih No, lastnosti. Bravo. 7 Ja, vrtcev je na v občini Škofljica in verjemite, kaj mislite, kdo je hodil tukaj v vrtec? jaz. Ampak v jaz resnici nisem hodil v vrtec, samo v malo šolo sem hodil. Jaz sem bil preobčutljiv za vrtec. Škofljica je bila včasih malo bolj raf, no, kot je zdaj. Ne vem, če veš, ja, to so bile. Sem šele 20 let Ja, tukaj. težki časi so bili včasih. Ok, gremo naprej. Številka 8. Ne boš verjela, ampak v občini Škofljica praznujemo 8. marec na 8. marec. A bejš? Ja. A res? Številka 8 in mimogrede, Škofljica je tudi na 8. mestu po povprečnem neto dohodku na prebivalca. Kar pomeni, da smo mlada, izobražena in bolj premožna občina. Mimogrede, izračunal sem, da spadamo v zgornjih 4% slovenskih občin. Wow. En aplavz za nas. Ja. 4%. Ja. Odlično. Nismo 1%, nismo 1%, ampak 4 je še zmer zelo dober. Lepa številka. 9. Smisel imaš ti tu. A nimaš ti to? A jaz imam to? Ja. 9. 9 črk je v imenu Škofljica. Šk-O-F-L-J-I-C-A. Čak, Lavrica, L-A-V-R-I-C-A. Manj. 9 Škofljica. Ne, ja, slabš. Mislim, z vsem dolžnim spoštovanjem. Okay, Bolj učinkoviti smo. Ja, ok, pustimo to. Torej smo že pri številki 10 in 10 je nocojšnjih nagrajencev, dobitnikov, priznanj. Dajmo en aplavz že kar vnaprej za vse dobitnike, ja. Tako. Tako je. In poleg njih bomo danes predstavili tudi nekaj ljudi, ki so pustili pomemben pečat v naši občini, pa začnimo kar pri prvih možeh občine Škofljica, pri županih, ki so bili do sedaj na čelu občine Škofljica. Prvi je bil, prosim, če to pospremite z aplavzom, Jože Jurkovič od leta 1995 do 2006. Naslednji Boštjan Rigler od leta 2006 do 2010 in pa Ivan Jordan od leta 2010 do 2022.
Potem pa je lansko leto na čelo občine Škofljica stopil Primož Cimerman, sedanji župan, najin prvi gost vdaje Škofljica smo srčni ljudje. Gospod Primož, vabljeni v našo najino dnevno sobo. En aplavz prosim za gospoda župana. Izvolite, gospod župan. Torej, Primož, jaz sem te hotel vprašati, hočem reči, se upravičujem, s Primožem se že poznava nekaj časa, ampak zdaj moram, so mi rekli, da moram, torej, gospod župan. Gospod Jože. Gospod župan, pozdravljeni, veseli gospod smo, Jože, da ste z gospa nami. Marja. Gospod Primož župan. Ali radi živite na Škofljici, ne, narobe, drugače bom vprašal, obraz že vse pove, zakaj tako radi živite in ustvarjate na Škofljici? Draga voditelja, sem pogledajte te čudovite, srčne ljudi, kdo ne bi rad živel tukaj, torej tudi jaz. Točno to je zelo lepo. Krasno. In zanima pa nas, kaj bi želeli v tem trenutku, recimo, sporočiti tem krasnim ljudem v tej dvorani in svojim občanom nasploh. Kaj želiš sporočiti? Želim, da naredimo iz te Škofljice več, da naredimo nekaj, da stopimo iz povprečja. Želim, da se ljudje aktivirajo. Vidimo, kam smo prišli v današnjem času, nek ta individualizem, vsi sem bolj zase. Zdaj bi pa rad naredil, da sopet to, kar smo imela, Jože, še ko smo bila otroka, ko smo se igrali, ko smo bili malo bolj, kako se rekel, na hart, ne? Ja, ti sme bolj, vi ste, ne, a sem to rekel na glas. Ne, se upravičujem. Gospod Jože, vse je v redu, vse je v redu. Tako da si želim, da res pridemo spet nazaj v neko tako povezovalno skupnost. Saj smo ugotovili, da na Škofljici res živi ogromno ljudi, tako kot sta predstavila, preselili smo se, postali smo neke vrste spalno naselje, ampak zdaj bomo pa iz tega spalnega naselja naredili tudi neko aktivno, super, kvalitetno družbo, kjer bo vsak rad živel in bil ponosen na to, da je tukaj. Je torej to vaša vizija za našo občino? Ali bi še kakšen drugač, ne vem? Seveda je vizija. Vizije imamo ogromne, tudi veliko moramo narediti infrastrukturnih projektov, se veste, kakšen promet imamo. Ja. Ampak bistvo vsega smo ljudje. Ljudje smo tisti, ki ustvarjamo. Poglejmo samo vaju, poglejmo vse te nastopajoče, poglejmo vse te, ki pripravljajo današnjo scenaristko. To so ljudje Škofljice in zaradi tega so dogodki čudoviti. In bi radi iz tega, bom rekel, sence povprečja dvigali še vse ostale, ki imajo čudovite kvalitete, pa si mogoče do zdaj niso upali in zato jih boste vidva malo spodbudila, da začnemo. Se pravi, da stopimo skupaj, Škofljičani. Točno tako. Odlično. Odlično. Današnja prireditev, kot smo že tudi slišali čisto na začetku, ima podnaslov Škofljica daruje in praznuje. Pomagamo občini Mengeš, če smo konkretni, zbiramo za sanacijo osnovne šole Mengeš in pa vrtca Gobica. Zbiranje še poteka, ste že kupili kakšno srečko? Če še niste, imate še priložnost. Poleg tega, vse, kar bomo danes pojedli in popili, del teh sredstev gre v fond pomoči. Ni pa še to vse. Delno vsoto lahko podelimo pa že sedaj. Ste za, župan? Seveda. In sicer na oder zato vabimo župana občine Mengeš, gospoda Boga Ropotarja. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In naj razkrijemo znesek, ki je na temle čudovitem čeku 25.100 evrov. Donira občina Škofljica občini Mengeš za osnovno šolo in za vrtec. Še eno slikco. Tako. Zdaj pa bi želeli kaj spregovoriti. Tukajle imamo mikrofon za vas. Spoštovani občanke, občani, gostje, pa naj ne bo to tisto, kar bom zdaj naredil,
da vam obračam hrbet, ampak je to majica, ki sem jo dal pred kratkim narediti, znak spoštovanja. Vsi vemo, kaj nas je prizadelo več kot polovico Slovenije, med njimi tudi našo občino, občino Mengeš. Žal tisto, kar si nihče ne želi. Želel bi pa poudariti, da ko stojiš ob takih trenutkih, spremljaš, ko ti na eni strani trga srce, si žalosten, na drugi strani pa imaš srce, ki te razveseljuje. In tista polovica srca, moram poudariti, je bil Primož. Ko me je poklical tretji dan po poplavah, pa moram reči, da se niti poznala niso. In me kliče Primož Cimerman, župan Škofljice, sem rekel, niti ga nisem dobro razumel, pa mi reče, veš kaj, zdajle rabiš pomoč, zdajle pridem k tebi. Sem rekel, super. In drugi dan sva še celo iskala med vsem tem dogodkom in je bil tako zagret, nesebičen, da nisem mogel verjeti. To moram povedati in iskrena hvala vsem, da nam predolg. Imate krasnega župana in krasni ste in bodite še naprej taki. Naj ta dobrovoljnost oziroma ta želja po sočutju, pomoči premaga tudi najhujše ujme. Primož, še enkrat hvala, iskrena in dobrodošli vsi tudi v Mengšu in vemo, da bo Mengeš lepši, še lepši, kot je bil, tudi z vašo pomočjo. Hvala lepa. Kljub temu pa sem želel Primož ti podati spominsko priznanje v mojem imenu, imenu občine Mengeš in če si smem dovoliti, ali pa če kar sam prebereš in bom najbolj vesel. Županu občine Škofljica Primožu Cimermanu, občinski upravi občine Škofljica in občanom Škofljice za nesebično pomoč pri odpravljanju posledic poplav, ki so 4. avgusta 2023 prizadele občino Mengeš. V nesreči spoznaš prave prijatelje. Tako, najlepša hvala obema županoma, lahko ponovno zapustita to, kar lahko tukaj pustite, bomo lepo pospravili, shranili na varno mesto, v varne roke. Gospod župan, ja, za nekaj časa ste frej. Hvala. Hvala lepa. Se kar sedeva. A deva še mi, da se malo pogovarjati. Kaj je tebi všeč? Kaj je tebi všeč Škofljica? Mene vprašaš? Ja. Jaz živim na Lavrici in to je najlepši kraj, ker po tisti čudoviti cesti Babno Gorici, ko se prepeljem domov, ko se odpre polje, levo, desno, zajci, srne, lepe vrane, tudi one so lepe, štorkle. In potem, ko prihajam domov, kakšni čudoviti sončni zahodi, sončni vzhodi, praktično živimo v naravi, čudovite sprehajalne poti, otroci so varni, igrajo si, imamo šole, imamo vrtce, imamo trgovine, imamo pošto blizu, imamo knjižnico, imamo vse. Zelo lepo si to povedala. Edino eno stvar ne razumem čisto, sončni vzhod, ko prihajaš domov, kaj pa ti delaš? Pustimo to. Ok, torej, ja, nadaljujemo z lepimi melodijami in predstavitvijo obrazov Škofljice. Znan obraz je bil gotovo skladatelj, pianist, dirigent Jože Privšek. Ja, Jože Privšek je več let svojega življenja preživel na Škofljici, zato mu je občina Škofljica leta 2010 v parku pred občinsko stavbo postavila spomenik, ki ga vidite tudi na sliki. Sicer pa mislim, da vsi poznamo kakšno Privškovo, v njegovem opusu več kot 2000 skladb in priredb, med katerimi so nekatere
res tiste prave zelene, večno zelene pesmi, ki bodo zavedno ostale v naših srcih. A ne? Ja, in njegove skladbe bodo božale tudi naša ušesa, tudi danes. Pred nami je prvi glasbeni nastop. Tako, slišali bomo Privškovo znano Mini Maxi v izvedbi Junior Special Orkestra pod vodstvom dirigenta Francija Krevha. Zapel nam bo tudi mladinski zbor osnovne šole Škofljica pod vodstvom Mateje Novak. Pridružila pa se jim bo tudi Meta Močnik, ki je že na odru in jo lepo pozdravljamo. Tako, in na vrsti je že prvo priznanje, ki se tudi navizuje na tole točko, zato že vabim nazaj gospoda župana, da se nama pridruži na odru. Plaketo občine Škofljica za prispevek bogatitvi glasbenega ustvarjanja in kulturne vzgoje prejme kulturno društvo Rom Pom Pom. Prosimo, če se pridružita Franci in Tanja Krevh. Kulturno društvo Rom Pom Pom deluje že od leta 2007. V tem času je občino Škofljica in širše obogatilo veliko kulturnih, pedagoških in športnih vsebin. Društvo pripravlja, organizira ter izvaja različne glasbene programe in projekte. Znotraj društva velja izpostaviti special orkester in pa junior special orkester, ki je edina mlada inštrumentalna zasedba v občini, ki jo sestavljajo osnovnošolci in srednješolci iz občine in širše. Danes pa imajo to častno nalogo, da so hišni bend oddaje Slovenija ima talent, se upravičujem, malo me zanesel, oddaje Škofljica smo srčni ljudje. Tako je, navihani glasbeniki igrajo pod umetniškim vodstvom Francija Krevha, ki jim tudi dirigira, strokovno pomoč pa nudi tudi Igor Oražen, ki pa se danes žal ni mogel pridružiti tej prireditvi, Franci pa je z nami. In pa gospa žena Tanja. Ker bistveno bogati kulturno življenje v občini, se kulturnemu društvu Rom Pom Pom podeli plaketa občine Škofljica. Francija ste že spoznali, Tanja pa je njegova žena in seveda predsednica društva.
Tako in jaz sem vesela, da za vsakim uspešnim moškim stoji seveda uspešna ženska. Ja, to je res. A ti smem ponuditi en Pečakov rogljiček v imenu vseh moških, ki stojimo za, zdaj pa ne, zdaj sem se pa zmedel, ali pred, v imenu vseh, torej, a ti smem, ali med... Rogljiček, jaz samo Pečakove jem. A je Pečakov? Pečakov je, ja. Ja, veš, pa njihove testenine, pa njihov burek, pa cmoki, pa palačinke, pa navihančki. Vse to poznaš v glavnem. Sam veš kaj, ne vem, če bom lahko zdaj tole jedla, medtem ko... Ja, lej, okej, za družino Pečak ste vsi gotovo že slišali, če ne slišali, ste jih pa vsaj okusili, a ne, mislim, če se tako reče, Ta je moj. Ja? Ja. Okej, si ga razumem, rezervirala. Rezervirano. Razumem. Torej, družina Pečak je absolutno pustila velik pečat v občini Škofljica. Tako je. In če direktor pekarne Pečak, Silvester Pečak, sicer ne živi na Škofljici, se vedno rad vrača sem. Poglejmo, kakšne spomine ima na občino Škofljica. Moje ime je Silvester Pečak. V Škofljici sem preživel najlepše obdobje svojo mladost. Družino Pečak pa na Škofljico ne veže samo naša mladost, tu smo začeli tudi svojo samostojno podjetniško pot. Danes obiskujem Škofljico nekajkrat na teden, pa ne samo zaradi službe, ampak tudi zaradi ljudi, kateri v tej občini živijo. Prijatelji, hvala vam. Kaj je to zdaj? Ok, stop, dovolj. Pa se nekaj kadi, a je slučajno ogenj? Brez skrbi, Anja in gospod župan, jaz sem bil včasih gasilec Brentača, prvo mesto na državnem, ne, na mestnem, zdaj pa ne vem, na mestnem prvenstvu. Svetovnem mestnem, ta Ljubljana, no, zmagali smo, takrat še ni, jaz sem. Jože, lepo, da si pripravljen na akcijo, ampak to je bila samo sirena za kratko napoved za podelitev naslednjega priznanja. To je pa logično. Je logično, sicer grb občine Škofljica za 50 let udejstvovanja v PGD Škofljica prejme Pavel Cigale, ki ga vabimo na oder seveda. Pavel Cigale je prostovoljni gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Škofljica že 50 let. Je nosilec več specialnosti. V društvu je bil poveljnik in 3 mandate do letošnjega leta tudi predsednik društva. Stalnim in marljivim izobraževanjem je dosegel izobrazbo višji gasilski častnik 2. stopnje. Pavel je društvo predal v odličnem stanju, njegov pečat je neprecenljiv. V društvu ga izjemno cenijo zaradi njegove modrosti, značaja in srčnosti. Zaradi njegovega značaja, pripravljenosti, resnosti in požrtvovalnega pristopa si Pavel Cigale zasluži potrditev za svoje delo in priznanje strani občine Škofljica, zato se mu podeli grb občine Škofljica. Iskrene čestitke, hvala lepa. Čestitke. Čestitam. Ja, res je. A to je bilo privata, lahko malo podeliš? Ja, gospod Cigale je rekel, da ima kakšen siv las tudi zaradi mene, ker sem bil gasilec. Ja. Še dobro, da nisi več. Mogoče je primeren čas, da se upravičam vsem gasilcem za vse moje neumnosti. Ja, hvala lepa za to zgodbo, gospod Cigale. Znan obraz Škofljice pa je tudi Robert Štaba. Poglejmo, kako on doživlja življenje. Škofljica ti omogoča čudovito življenje. Si v naravi, si blizu glavnega mesta Slovenije, po drugi strani ti pa omogoča osebno rast. Vsakič, ko se zjutraj v konici voziš v Ljubljano ali iz Ljubljane, lahko to traja tudi uro ali več. In to je odlično za tvoje živce, za strpnost in za ljubezen. Ja, gospod Štaba je ne samo pameten in uspešen, ampak tudi zabaven. Jaz imam eno anekdoto z gospodom Štabom, on je bil včasih policaj, ne vem, če veš.
Enkrat sem bil slučajno neki na policiji, Ja, kaj pa je bilo? neki so se zmotili, nima veze, sodnik je bil na moji strani, pustimo to. V glavnem, on me je zagledal, to je bilo še včasih, ko smo se na Škofeljci vsi poznali, je prišel do mene in rekel, živijo Jože, kako si, a je vse v redu, a bo okej? Sem rekel, valjda bo vse okej, imamo to in je šel. In kaj si hotel zdaj ti povedati? Kako srčni ljudje živijo na Škofeljci, srčni. a veš, v celico, mislim, sem rekel celico, tam je bila neka klopc, nima veze. Pustimo to. Pustimo to, gremo kar naprej. Gremo naprej, raje še. Na Škofeljci je veliko družin, kjer vsak v družini počne kaj zanimivega. Za Štajnerje ste že slišali, kaj ne? Ja, pri Štajnerju sem si jaz znal narediti, se pravi, tapecirati prvi benč, a veš, zakvihtati. In kaj se je pol zgodil? Zakaj si pa nehal? Zmanjkalo je kvihtov. Ja, no prav. Torej v čevljarstvo in usnjena galanterija Primož Štajner, njegove čevlje zagotovo kdo ima Štajner, pa sin Mihael Štajner, a ste vedeli, da je državni prvak v ciklokrosu, hči Petra Štajner, oblikovalka modnih dodatkov, mama Štajner je frizerka, ki je tudi nadaljevala družinsko tradicijo že 50 let, pri njih doma imajo celo svojo polko, Štajner polka. Si vedel to? Ne, a veš, da nisem vedel za Štajner polko? Naj vam predstavim še enega Štajnerjevega sina, z nami je Gašper Štajner. Gašper Živijo. Štajner. Ki danes dobi plaketo občine Škofljica. Tako je, plaketo občine Škofljica za izvrstne dosežke na glasbenem in športnem področju prejme Gašper Štajner. Gašper je 16-letni fant iz Škofljice. Letos mineva že 10 let, odkar se udeležuje harmonikarskih tekmovanj na diatonični in klavirski harmoniki, s katero pravkar zaključuje višjo glasbeno šolo. Za seboj ima že okoli 800 nastopov. Prvo diatonično harmoniko je dobil že pri 3 letih. Ker pa se je vsem učiteljem zdel premajhen, se je sam začel učiti prve skladbe. Pri 4 letih ga je v uk vzel Gašper Štrus, v zadnjem obdobju pa je njegov mentor Robert Goter. Kljub izvrstnim mentorjem pa še vedno najraje sam ustvarja svoje priredbe. Je večkratni državni in tudi svetovni prvak na diatonični in klavirski harmoniki. Pred 2 letoma je izdal svoj prvi CD, to jesen pa načrtuje izdajo že drugega. Poleg harmonika pa se Gašper profesionalno ukvarja tudi s cestnim in gorskim kolesarstvom ter tako sledi starejšemu bratu Mihaelu. Menimo, da Gašper Štajner s svojimi dosežki pripomore k ugledu in promociji občine Škofljica, zato se mu podeli plaketo občine Škofljica. Iskrene čestitke, Gašper. Kakšni fejs fantje živijo na Škofljici? A ne da. Toliko res simpatičnih in uspešnih ljudi živi na Škofljici. Njiju dva ste danes sicer že čisto na kratko slišali. Ona se je preselila v Vrh nad Želimlje. On pa ne, on je doma na Škofljici. Ona poje opero. On pa ne, bolj tisto o jagodah pa čokoladi. Ona ima rada brokoli. Poznam. On pa ne. Oba sta super pevca in občana naše občine. Nuška Drašček in Rok Ferenča skupaj z Junior Special Orkestrom bodo zapeli Kako sva si različna. Nedeljo zjutraj stala bom, se v tihi gost podala bom. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Nedeljo si le to želim, da se do sitega naspim. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Jaz ljubim sladki ptiči spev, jaz ljubim od gora odmev. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Ko zvečer sva sama, ko ne noče z nama, pa želiva isto si oba.
Balzak ne Stendhal, jaz nor sem le na kriminal. O jaz pa ne, Kako sva si različna. Tercine ljubim in sonet in rada gledat grem balet. O jaz pa ne, Kako sva si različna. le jazz napravi name vtis, od baleta le striptease. Ona me ne, Kako sva si različna. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. če moški lep je in močan, se prvi hip zatreskam van. O jaz pa ne, Kako sva si različna. še punčka, blonci ali brinet, od tvojih čarov sem prevzet. O jaz pa ne, Kako sva si različna. kar ljubim jaz, ne maraš ti, kar tebi všeč je, meni ni. Je že tako, Kako sva si različna. ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. Nuška Drašček, Rok Perenča, čestitke! Hvala lepa, gotovo so vaju že kdaj slišali, klicali za kakšen nastop iz društva prijateljev mladine Lavrca Juniorci, se vam tako reče, ne? Vas vem, da so, vi ste že sodelovali z društvom prijateljev mladine Lavrica, našim naslednjim nagrajencem. Tako je, plaketo občine Škofljica ob 60-letnici delovanja Društva prijateljev mladine Lavrica prejmejo naši predragi gostje. Prosim, če pridete na oder. Društvo prijateljev mladine Lavrica! Moji, ja. Društvo prijateljev mladine Lavrica je bilo ustanovljeno pred 60 leti in skoraj nepretrgoma deluje vsa ta leta. Zimski pohodi, kreativne delavnice, pustovanje, lutkovne predstave, praznovanje zimskih radosti, prihod dedka Mraza so bile in so še stalnica. Kmalu je društvo začelo dodajati programe za mlade, se povezovati z drugimi organizacijami in usmerjati v ekološko ozaveščanje družin z različnimi programi. V zadnjih 8 letih, ko društvo vodi magistra Pavla Peterle Udovič, je organizirano v povprečju 20 dogodkov na leto s preko 300 udeleženci. Vsi programi za otroke so brezplačni, dobrodošli pa so prispevki za nabavo materijala. V zadnjih letih se razvija nov projekt po poteh kulturne dediščine občine. Pri organizaciji dogodkov se povezuje šolo na Lavrici ter drugimi društvi v občini in širše. Glede na vso požrtvovalno, kreativno in prostovoljno delo se Društvu prijateljev mladine Lavrica ob visokem jubileju podeli plaketa občine Škofljica. Tako je. In ne boš verjel, a veš, koliko je lušan, vsako leto buče razljamo, predstave za dedka Mraza, otroci so obdarovani, to je res, to je tako lepo, kako nam pripravijo čudovite trenutke na Lavrici. Hvala lepa. Verjamem, čudi, moram priti, daj pogledati. S kolesom bom moje se enkrat zapeljal malo čez Lavrca. Tako, no pa pridi malo pogledati. Ja. In poglejmo si, zakaj rad v občini Škofljica živi tudi naš nekdanji minister Jure Leben. V občini Škofljica rad živim zato, ker je zeleni biser. V občini Škofljica rad živim zato, ker imamo dobre sosede, dobre ljudi in na tak način lahko občino naredimo še boljšo. Kratko in jedrnato. Naslednja nagrajenka pa je ženska, za katero sem prepričan, da ima marsikdo ali pa vsaka mama v tej dvorani, pa tudi seveda vsak oče, njeno telefonsko številko. Župan, vi imate njeno telefonsko številko? Normalno je rekel, seveda. To sta, če pogledamo zdaj malce na eno slikco. Tole sta vaši hčerki Urška in Manca, ne? In kdo pa jo je slikal?
Mikrofon, asistent. Hvala lepa. Asistent se je prišel pokazati, za nala še pustil. Seveda, na Škofljici imamo tudi patronažno službo. Aha. In To kdo je je tole oseba, slikco ki hodi naredil? po hišah in pomaga tistim, ki ne morejo v bolnico. Torej, kdo je naredil to fotografijo Ja, seveda vaših naša hčera? patronažna, ne. Naša patronažna Marija Zalar. Gospa Marija, se nam prosim pridružite Tako. na odru. Ne vem, kje... tukaj le. Gospa Marija vas pozna skoraj toliko ljudi v občini Škofljica kot župan. Namreč že več kot 25 let je zaposlena kot patronažna medicinska sestra v občini Škofljica. Predtem je delala na Viču, leta 1997 je bila dodeljena koncesija in od takrat je zapisana samo občini Škofljica. To delo ji je pisano na kožo, strokovnost, dobra volja, srčnost, odlična komunikacija, optimizem in ljubezen do njene službe je le nekaj karakteristik, s katerimi jo lahko opišemo. Na terenu je vedno, ko jo ljudje potrebujejo, dosegljiva non-stop. Njen doprinos pri izboljšanju zdravstvene oskrbe v občini Škofljica pa je ogromen. In tako Marija Zalar za svoje delo prejme županovo priznanje. Da pa lahko vidimo, kako iz majhnega zraste veliko, ji bosta rožici podelili... Sta ji že? Sta rožice podelili, sploh nisem opazil. Pa ne pridete nazaj, da vidimo. Ja, pridite, da vidimo, kako Manca in Urška. zaradi njenega dobrega dela zraste iz majhnega veliko. Tako, še pred kratkim na ekranu in sedaj že v živo županovi hčerki Manca in Urška. Evo, to pa je Pušelc. Kraljici. Hvala lepa, dragi dami. Pa imamo fotografije. Tudi za njiju je gospa Marija lepo poskrbela, kaj ne? Torej, kot smo že videli, na Škofljici živi veliko uspešnih nekdanjih in sedanjih športnikov. Enega imamo tudi na posnetku. Očitno je ravno po treningu, mogoče ne vem, kaj točno je bilo, malce ton šepa, ampak nič ne de, važno je sporočilo. Pozdravljeni. Z družino smo si izbrali Škofljico oziroma Lavrico, ker smo bili naveličani mestnega vrveža in smo stremeli k temu, da se umaknemo nekam, kjer imamo več intime, kjer je več narave in zdela se nam je Lavrica idealno mesto, kjer bomo preživeli nadaljnjih nekaj let. Predsednik Športne zveze Škofljica, gospod Milan Knez, nam je sicer prijazno poslal obsežen seznam vrhunskih športnikov, ki živijo v naši občini. Samo za te športnike bi potrebovali posebno oddajo. Eno ali pa dve, ja, ekstra oddajo. To bo posebej posnel, gospod župan, če se strinjate. Da bi jih lahko vse predstavili. V Športni zvezi Škofljica deluje 15 društev, katera se ukvarjajo z rokometom, plesom, kdo ne pozna naših frklic, pa nekaj plesalk in plesalcev ste že videli z plesne šole za pleši z Aljo, kot tudi Aljo in Tino smo že videli v uvodu. Sicer pa med ostalimi športi velja omeniti borilne veščine, ritmično gimnastiko, kolesarstvo, košarko, pa seveda številka 1 na Škofljici je šport. Jasno, rokomet, ki deluje neprekinjeno že 65 let. Letos so se nam uresničile sanje in smo se prebili v prvo svetovno ligo, sem hotel reči, v prvo slovensko ligo. Lani pa so mladinci postali svetovni, ne še, ampak slovenski prvaki. Dajmo en velik aplavz, prosim. Pa 65 let. 65. Zdaj pa prosim, a lahko spoznamo državne prvake, a lahko pridejo gor. Ej, juniorci, Franci, a lahko eno tako udarno? A imate kak aranžma za to? Eno tako bolj šarf, tako postopnica, gor pa dol, aha, ok, super. A ja, preden pozabim, večino današnjih aranžmajev je ustvaril gospod, ki je danes tudi tukaj z nami in živi v občini Škofljica, gospod Jani Šalamon, ki je glasbenik, skladatelj in nekdanji dirigent vojaškega orkestra. Prosim lepo, en ogromen aplavz zanj. Ustvaril je
aranžmaje za skladbe, ki so iz zakladnice Jožeta Privška, ki ga žal ni več med nami, da bi lahko napisal te črne in bele, vse veste, črne pikice na belem papirju za naše glasbenike. A smo mi pripravljeni? Ok. Zdaj pa samo rabimo še rokometaše. Rokometaši, ste pripravljeni? Ko vas pokličem, pridete gor, ok? Naredimo tako kot roki, ok? Smo? Gremo. Mladinski državni prvaki Slovenije! Rokometni klub Škofljica! Ja, brez podpore strastnih navijačev verjetno ne bi bili tako uspešni. A mi lahko spomnite, včasih sem ogromno hodil na tekme, zdaj mačkam manj. Kako že navijamo na Škofljici? Jože, ti bom jaz pomagal, da ne boš gubil glasu. Dej, prosim, ja. O moj bog, kak so ti veliki. Ja. Jezus, sem varno odmaknil. A smo pripravljeni navijači? Smo? Gremo! Škofljica! 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 Bravo, navijači! Bravo! No, ko imamo pa take navijače, pa zmaga še slajša. Konc tekme, hvala lepa, vse boste dobili čevapčiče, vredo je, hvala lepa. Ko imamo pa takšne navijače, pa zmaga še slajša. In, dragi rokometaši, a nam lahko prosim privoščite še vaš zmagovalni ples. Zato in upamo, da ga bomo letos videli še večkrat. A lahko mi zdaj še tole vidimo? A ste za? Ne, jaz sem slišal, da ne smete celega. Da morate odrezati. En delček. Samo da vidimo, kako ta vaš zmagovalni ples gleda in seveda upamo, da ga bomo letos videli čim večkrat. Bravo, odlično, a vas lahko še prosim, tako, ja, a lahko kar podaš prvemu mikrofon, pa da se še vsak predstavi, tako kot, recimo, da bi jaz sem tudi igral rokomet, ne vem, če veš. Ti si igral rokomet. Nič golov v celi svoji karieri. Torej, jaz bi rekel Jože Robežnik, mrtvi kot, ti pa bedej tako, kot je prav. Jaz sem Tit Mezak, igram na položaju levega zunanjega. Rok Gregorič, srednji zunani. Jož Levičnik, levo krilo. Blaž Šnajdar, levi zunani. Mik Podmeni, krožni napadalec. Mateusz Mlakar, vratar. Juž Rot, desno krilo. Aljaž Pečar, krožni napadalec. Timotej Drnovšek, desni bek. Mark Šalomon, vratar. Matija Gliha, levo krilo. Matič Najdar, krožni napadalec. Jon Rod, srednji zunani, bivši kapiten ekipe in jutri vsi lepo vabljeni ob 8. v dvorano Škofljica na prvo domačo, prvo ligaško po 26 letih. Bravo, kapetan! Sržan Milovanovič, bivši krožni napadalec RK Ormož, vidimo se letos. Ne, brez heca. Ja, me zanima, za koga boš ti navijal. Zdaj moraš za Škofeljco navijati, Sržan, da ne bi se zmotil. Mislim, da me bodo tepli oboji.
To je res. Torej, opazil sem rotov, brez rotov ni škofovskega rokometa. Hvala vsem, fantje. Roti, prosim, ostanite gor, ostali hvala, da ste prišli se predstaviti. Zdaj pa bi jaz rad povabil še vse ostale rote v dvorani, da naredimo eno družinsko fotografijo. A ne je bilo to lepo? Kje so roti? Kje ste pa roti? Dajmo eno družinsko slikco, še ena zanimiva družina. Kje so vsi tisti, ki od zadnji niso čez videli? Roti, pridite. Tudi ta veliki roti, ta stari roti, aha. Ta najstarejši, najmlajši roti, vsi roti, namreč. Družina rot dobi priznanje za velik doprinos k rokometu v naši občini. Ne mine tekme, da ne bi golov zabijali roti. Pa ne le sedaj, tudi nekoč. Poklon družinski tradiciji, ki je oplemenitila že veliko športnih dogodkov, pa tudi sicer so znani po nesebični pomoči občanom in občankom. Bravo, roti! Bravo! Mikrofon, Ramon Srdžan, kje imaš mikrofon? Vrni mikrofon. Že imamo. Zgubil službo. Imamo drug mikrofon, z druge strani smo dobili. Hvala. Tukaj bi rad samo eno stvar dodal. Mi smo se odločili, da bomo dali tudi priznanje ne samo posameznikom, ampak smo rekli družini, ker da eden pride do tega, da pride do vrhunskega športnika, ponovadi največ naredijo tudi starši, a je tako? In seveda ne, jaz sem starši, imamo tudi stare starše in vse ostale, zato smo povabili vse rote, nekaj jih pa manjka, če bi bili tukaj, bi jih bilo tukaj okoli 20. Tako da dajmo še en aplavz družini rot za vse, kar so naredili za rokomet. Hvala. Najlepša hvala družini rot. A si ti opazila, koliko so, ne mislim sem roti, ampak vsi ti rokometaši veliki, močni ljudje? Ste se kar poravnali. Močni, veliki so tudi. Ja, oni tudi so, veš kaj, kvihtali, tako kaj. Hodil sem bolj to reči, rokomet je doskrat neke vrste rokoborba, džudžicu, a ne? In a si ti kdaj videla, kakšno veliko medicinsko torbo nosijo na rokometne tekme? Ne. A pa bi pogledala, kaj je noter? Ja, to pa bi videla. Saj jaz mislim, da imamo tukaj nekje gospa, mislim, da je gospa Gabriela ima torbo. Lahko gospa Gabriela prinesete torbo gor. Samo da vidimo, kolikšna je ta torba. Kje pa je gospa Gabriela? Mi bi pa radi videli to torbo, kaj vse je v tej torbi noter, no, prosim. Aha, jaz mislim, torbo, evo tukaj. Že gre gospa Gabriela. Gabriela gre. A lahko prosim, se ji pridruži še gospod Juri, pa je to moj sošolc, ja, seveda, moj sošolc, pa tašča Olga. Če lahko vsi gor pridejo. Kar pridite sem, no. Torej, mož Juri in tašča Olga, predsednica Društva upokojencev Škofljica, prav tako prosimo, da se pridružita. Kajti brez Olge, Jurija in Gabriele ta občina ne bi bila taka, kot je. Kot družina so neprecenljiv del občinskega življenja in ustvarjanja. Zato se je župan odločil, da nagradi družino Marguč. Ne mine dogodek, da ga družina Marguč ne bi zaznamovala. Še Ažbe, prosim. Še Ažbe, prosim. Župan še koga? Kje je Ažbe? Ažbe. Laufa. Že gre, Evo ga. tako. Torej, ni ga dogodka, da ga družina Marguč ne bi zaznamovala, vedno pomagajo pri organizaciji, so vpeti v različne občinske ekipe, vedno priskočijo na pomoč. Županovo priznanje za nesebično pomoč, trud in doprinos k bogatemu družabnemu življenju in sami ponudbi kvalitetnega preživljanja časa v naši občini prejme torej družina Marguč. Lahko, torbo lahko, ne, mislim, sem hodil sem, da vidi, Anja, koliko je to velika torba. Veliko stvari je nota, jih je treba kar flikati, ne, se radi. Dobar. Sploh dopolnjujete, ja, seveda, se verjamem. Tukaj imate kakšen rezerven? Seveda. Da bom dodal, Gabriela je na vsaki rokometni tekmi naša glavna medicinska sestra, ki zrihta vse poškodbe.
pa na vsaki prireditvi, se veste, danes, ko jo priredimo, katerokoli prireditev, brez nje je ni. Tako da, hvala za vse. Hvala lepa. Sem hotela vprašati, če je noter kakšen rezerven uč ali pa komol. Ja, pa kri. Ka, Za to pa te organe, ja, pustimo to. Ja. Še eno torbo imamo. Še eno torbo Še imaš? eno torbo, če je lastnik, oziroma tak je bil zadolžen za njo, ki je v dvorani, bi bili zelo veseli, če se nam pridruži in pove mogoče kratko zgodbo te torbe, kaj ti z ene strani, ne vem, če vidiš, je tudi ima rdeč križ gor. Vidi se ga? Aha, ja, evo, tukaj le kažem. Ali je lastnik te torbe tukaj Gospod Janez v Rugelj. tej dvorani? Aha, ja, je. Gospod Janez Rugelj, lepo pozdravljeni, pridite k nam na oder. Gospod Janez Rugelj dobi grb občine Škofljica. Za dolgoletno delo na področju športa in lokalne samouprave prejme Janez Rugelj. Zdaj nas pa zanima tale zgodba s temle kovčkom. Nimam besed, ker sem jo zagledal, sem rekel, to je pa nekaj tako podobnega moji torbi. Se je vaša. Ja, zdaj, ko jo vidim tle pred vami, bi rekel, da, pa ko ste mi jo tudi pred mano pokazali, bi rekel, da je moja, da je bila moja včasih. No, tako. In vam je lepo služila. Ojoj, to je moja poslovna torba, kako je prišla v, ne vem, verjetno v rokometne roke, glede na to, da je tale križ kot neka zdravstvena torba. Če sem čist iskren, pojma nimam. Pošteno. Gospod Janez Rugelj je bil od leta 2004 do 2006 predsednik rokometne sekcije v ŠD Škofljica, od leta 2006 do 2015 pa predsednik društva. V času njegovega predsedovanja sta rokomet in ples močno napredovala. Janez je postavil nove temelje delovanja društva. Bil je gonilna sila pri organizaciji, pridobivanju sredstev in izboljševanju pogojev tekmovalcev. Športno društvo je približal zanimanju lokalnega gospodarstva, Janez pa ni aktiven samo v športnem društvu. 2 mandata je bil tudi občinski svetnik, kjer je s svojim poznavanjem gospodarstva in lokalne problematike soustvarjal občinsko politiko. Njegov doprinos pri izboljšanju športnega društva, lokalnega gospodarstva, urejenosti občine, transparentnosti javnega delovanja in povezovanja ljudi je neprecenljiv. Zato se mu podeli grb občine Škofljica. Iskrene čestitke, hvala lepa. A boste torbo kar odnesli? Za spomin. Ja, mogoče bo treba nazaj v muzej vrniti. Bo v rezervi, ja, tako. Ja, ko smo, še vedno ostajamo pri rokometu, kot sem rekel, srednja stvar na Škofljici, še nekdo si zasluži priznanje. Predsednik ŠRD Škofljice je trenutno Tomaž Schneider, so mi povedali, tega nisem vedel, to moram priznati, to sem danes vedel, da je super predsednik, ampak je pa še svež. Do pred kratkim je ŠRD Škofljica vodil, ne vemo niti točno koliko let, Igor Zupančič. Tako je. Ja, videl sem ga, da je noter. Evo ga, Igor Zupančič dobi županovo priznanje za izjemen doprinos k rokometu. Skupaj z ekipo so pripeljali občinski rokomet na državno raven. Čestitke. Še rožice. Ja, rože. Iskrene čestitke. Samo še da dodam, Igor je tudi občinski svetnik, je pa 10 let vodil rokometno društvo in ravno, ko smo prišli v prvo ligo, smo zamenjali pač predsednika, zaradi tega mislim, da si Igor tudi zahvali, da je le pripeljal to ekipo v prvo ligo. Tako da hvala, Igor. Bravo. Kaj pa ti zdaj delaš? Gledam v glasniku, če je že kaj oddaj, če kakšna pozitivna kritika, a veš, a dobiš daj pozitivne kritike?
Veš kaj, mene že dolgo ni na televiziji, tako da... Točno. Sem čist pozabil. Ne, veš kaj, ne vem, če veš, ne, ampak tale glasnik sem jaz raznašal v občini, ne čist celi občini, ne, ta želim lepo to, ampak velik del občine sem jaz. Enkrat celo, recimo, kaj folk te živ, ne, da mi še nismo dobili glasnika, kako če je včeraj šel, fisko pišemo. Ne vem. Pustimo to, enkrat celo gospod urednik Levin Pal prišel po mene, boš pomagal nalagati, gremo v tiskarno po glasnik in pridemo, in še ni bil sestavljen. In sem rekel, jaz sem si mislil, dobro, gremo zdaj domov, ne, nov treba še raznašati. Ne, super, bomo pomagali. In smo, ne vem, in je Peter Pal rekel, kar lepo zložite, ne samo, da si ga raznašal, še zelo. Naredil sem ga. Naredil si ga. Tako je. Res dobre zgodbe. Peter Pal, ti imaš neverjetne zgodbe, res vrhunske. Ne vem, kako to da napišem. Upam, da tudi jaz kaj prišla na vrsto. Jaz sem drugih 20 let, šele, mislim, druga polovica življenja na Laurci. Vse pride na vrsto. Te zgodbe imaš z otroštva, ne? Pa pojmo nazaj k našim dobitnikom priznanj. Peter Pal, naš občan, dolgoletni urednik občinskega glasnika, sicer pa ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, dobi priznanje za dolgoletno urednikovanje glasnika, ki je z vsako številko dosegal vsako gospodinjstvo in pronicljivo orisal občinsko dogajanje. Občino je znal svojo novinarsko žilico približati občanom, jih skozi strani glasnika tudi povezati. Skupaj z ženo Tončko Pal sta gradnika občinskega dogajanja. Peter Pal je človek z veliko začetnico, ki je svojim urednikovanjem pustil pomemben pečat v občini Škofljica. Zahvaljujemo se mu za izjemno delo urednika in doprinos k razvoju občinskega glasila. Iskrene čestitke. Tako, in počasi, hvala lepa, spoštovani župan. In počasi je čas, da mi zaključimo tole našo povezovanje. A že konc? Ja, a ni še konc? A bi še malo? A si še kaj izmislila? Deva se ne zmisliti, deva sem speljati kaj malo. Do konca. Torej, da zaključimo tole oddajo s povezovanjem in sodelovanjem, tako si želimo, da bi se še tudi naprej razvijala naša občina, bomo v zadnji točki sodelovali kar vsi. Mi, vi, tako da jaz se grem pripraviti. Aha. Jože, ti nas pa lahko napoveš. Jaz napovem. Ja. Dogovorjeno. Izvoli. Torej, zaključujemo še z eno Privškovo. Pokazali vam bomo, da nismo navadna občina, ampak da v njej živimo ljudje, ki si resnično upamo. Še en intermezzo imamo. Aha, jaz bom dal kar mikrofon. Ja. Če smemo en intermezzo, pozabili smo še eno osebo, našo občanko, ki je svojo čudovito ekipo pomagala, da se nocoj tako lepo zabavamo. Zato bi še enkrat malce sprehodila našega župana. Izvolite in da skupaj na oder povabimo eno in edino gospodično oziroma gospodično pravim, ker je tako polna energije, da jo premore za celotno dvorano. Brez nje tudi nocojšnjega večera ne bi bilo, zato vabimo Katjo Mlakar. Katja Mlakar, seveda. Sem vedela, da se ne bo še končala oddaja. Sem vedela. Naša Katja. Hvala lepa. Čudovito. Tako. Zdaj pa prosim, če še Zdaj grem še enkrat, bom štartal. Napoveš še tisto, ta zadnjo, ta najboljšo. Ja, zdaj pa zadnja, najboljša, najpomembnejša točka. Seveda zaključujemo še z eno Privškovo. Pokazali vam bomo, da Škofljica, da smo to res pogumni ljudje, da videli boste, kako bi rekel, župana, ki si upa pet, pa videli boste gospoda ravnatelja, ki si upa plesati, pa videli boste podžupana, ki si upa kitaro igrati, pa videli boste ravnatelja, ki pleše, asistenta režije Srđana Milovanoviča, ki si upa spet pet, pa videli boste plesalca Davida in Mijo in seveda vse, ki so danes tako ali drugače pomagali
soustvariti tole oddajo. Torej, na vrsti je Tam, kjer sem doma. Kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav z gora in sedaj spet vem, da je nekje še sreča tam, kjer sem doma. Kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba in poti povsod te vodijo gozdove. Tam, kjer sem doma, to je kraj. David in Mija. Saj tam, kjer sem doma, z vinom pisem sveže do srca, reka pa odnaša vse skrbi in žalost. Tam, kjer sem doma, to je kraj želja in sanj. Tekma minejo, kakor vse, morda kdaj pozabim ga, a ne pozabim ga srce. Zdaj pa nam še vi pomagajte, gremo prva kitica. Saj tam, kjer sem doma, to je kraj želja in sanj. Te pa minejo, kakor vse, morda kdaj pozabim ga, ne pozabim ga srce. Drage
Škofeljčanke, Škofeljčani, draga naša škofeljska družina, hvala, ker ste prišli in ker delate našo občino tako lepo. Zunaj nas že čaka Dejan Vunjak, da bo še naprej zažigal in da se bomo imeli super in da se bomo malo poveselili, ne? Tako da želiva vam še lep večer v družbi čudovitih in krasnih ljudi. In na snidenje v naslednji oddaji Škofljica smo srčni ljudje. Se vidimo. Hvala. Hvala te, kako lepo poješ. Kako lepo poješ. Ok, stop kamera. Ha, nismo še konec, nismo še konec. Spoštovani nagrajenci, niste še gotovi s svojimi obveznostmi. Prosimo vas, da počakate tukaj in pridete na oder se poslikati. Oziroma fotografirati. Ne bomo slikali, ker nimamo časa za oljne slikce, bomo vas fotografirali za spomin, da boste lahko kaj kazali doma na Facebooku, Instagramu, Whatsappu, Snapchatu in drugih kanalih. Prosim vse nagrajence, da se zberemo pri odru. Hvala lepa.
draga škofliška družina, nagrajenci, župan, podžupani, občinski svetniki, dragi sosed, vsi povabljenci in gostje, prosim, da se premaknete v avlo osnovne šole, kjer nas čaka ena majhna pogostitev. Če se ne premaknete, boste ostali brez nje in boste morali pomagati pospravljati zvočnike in oder, tako da vam priporočam, da se vsi skupaj lepo premaknemo v avlo osnovne šole. Hvala lepa.